Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport namreč namerava program predšolske vzgoje preseliti v Novo Mesto in Brežice, kjer bi dobili po en oddelek. O tem je bilo govora že v minulih letih, pravi metliški župan, in takrat so pristojnim povedali, da pač to srednjo šolo tukaj v Metliki potrebujemo, da ji bomo maksimalno pomagali, kolikor lahko, oziroma ji že pomagamo z brezplačnim najemom, s tem, da smo pripravljeni izvesti tudi energetsko sanacijo celotnega objekta. Zato je toliko bolj presenečen, ker zdaj občina sploh ni vključena v pogovore o nameri selitve programa, ki bo pomenila tudi izgubo delovnih mest. Župan ugiba, da so v ozadju želje šolskega centra Novo Mesto, da s programom, ki je uspešen, zapolni primanjkljaje v drugih programih. Gospod Štefan David je tudi večkrat že prej povedal, da vkolikor bodo Brežice ali pa kdo drugi dobil ta program, potem je že takrat izrazil ta namen, da šolo preseli v Novo Mesto. Mi smo predlagali, tako vodstvo šolskega centra, kot tudi zaposleni, da rešimo program in tudi naše zaposlene učitelje v Metliki, kolikor se le da, da se ta razpis prenese v Novo Mesto, saj tukaj pričakujemo, da bi vsaj en oddelek razpisali. V program predšolske vzgoje v Metliki je ta hip vpisanih 185 dijakov, od tega približno tretjina iz Bele krajine. Res pa je, da jih je v prvem letniku zgolj 5. 28 dijakov biva v dijaškem domu v Črnomlju, drugi se v šolo vozijo čez Gorjance. Zakaj je sprejemljivo, da se naši otroci lahko vozijo v Ljubljano, bogokletno je pa, da nekdo iz Ljubljane ali pa Novega mesta se pripelje v Metliko? Kot pravi David, je predlog ministrstva rešitev, ki jo podpirajo dijaki in starši iz Dolenjske in iz Posavja. Tistih par, kateri pa se bodo še za ta program v Beli krajini odločili, pa se bodo tako kot ostali vozili v Novo Mesto. Ni pa možno voziti 90% ali pa 80% iz drugih krajev v Metliko. Župan je ministrico zaprosil za čimprejšnji sestanek, saj bo vlada v tej zadevi odločala že januarja. Sicer smo izvedeli, da že velja odločitev, da se septembra dijaki iz Črnomaljskega dijaškega doma selijo v Novomeškega. Kaj bo stavba v lasti države, še ni znano.